Pozdravljeni, spet sem z vami Minka Gantar in danes bomo govorili o kristalih. Ja, dobila sem kar nekaj vprašanj, kaj imam jaz to vodi. Ja, to je moja jutranja voda, zvečer si pripravim takole, si nalijem vodo, tukaj noter imam kristale in zjutraj si pripravim vodo. Dobro, tukaj imam zdaj kristalen kozarc. Ja, v osnovi imam rada lepe kozarce in dobesedno na zdravje. To je zdaj voda, ki ni samo voda, ampak je voda, ki je informirana voda. Ker, zdaj vam pa vse razložila, lejte, majčkeno več vem o kristalih kot vi, ampak ravno tako sem na začetku te moje kristalne poti, se učim, ampak dejstvo je, da so pa ljudje, ki več vejo od nas in zato vas bom tudi usmerila naprej do informacij, ki so pa mogoče pametne za vas. Tako da, na zdravje. Prva zadeva. Taka voda, če jo pijete, ima popolnoma drugačen okus kot navadna voda, ker zdaj vam bom pa razložila. Odlična je, res je odlična. V glavnem, kaj je tukaj noter? Prva zadeva, ta črn kamen, glejte, črn kamen, to je šungit. Šungit, to so kamni, ki nase vežejo klor. V glavnem, tukaj spodaj vam bom dala povezave, tako da od zdaj naprej jih lahko dobite tudi na moji spletni strani in si lahko naročite svoje kamenčke za vodo. In šungit, dejansko je to oglje, ne bom se ga zdaj dotikala, je tako kot oglje, imate črne prste, ga spereš pod tekočo vodo in potem ga daš noter in ni v vodo, ni da je vaša voda potem črna zaradi tega, ampak dejansko nase veže klor in to je res pomembna zadeva, ker po večini imamo pač klorirano vodo. Tako da to je šungit, to je prvi. No, pojmo pa naprej. Se pravi, kaj damo? Recimo, 3 takele kamenčke šungita, to je za čiščenje in potem damo nekaj kamnov noter za dodajanje energije, za informiranje. Jaz imam tukaj roževec, lejte, takole ga lahko dobite pri meni na spletni strani. Tukaj noter imam sicer kameno strelo, ker po mojem enkrat moja hčerka nekje dobila. Kamena strela je zanimiva. Kamena strela ojača vse. In v osnovi dvorezen meč, ker ojača tudi naša negativna čustva. Tako da, lejte, kamena strela ni kar tako, če nimaš počiščen pri sebi, računajte, da tudi tisto, ne vem, vašo fušarijo vam jo bo ukrepila. Tako da dajte najprej počistiti svoje programe in tako naprej, potem pa uporabljajte kameno strelo. Ampak, medtem ko roževec je pa kamen, ki veča srčno energijo, ki čisti srčno energijo, ki je povezan s čakro tretjega očesa, ki daje jasne misli, ki je povezan z nadangelom Arielom, ki je povezan s sporočili in roževec je kamen za zaščito energijskega polja. Jaz sem se prvič srečala s temi kamni leta nazaj, ko sem šla na tečaj Pranic Healing in ko smo se pogovarjali o zaščiti svojega energijskega polja, mislim, da je bil takrat inštruktor Master Hector ali pa Debora, v glavnem en od teh dveh. In v glavnem sem dobila, informacija mi je bila tako neverjetna. Če si med ljudmi, ki imajo nižjo energijo od tebe, ki so okuženi z zamero, z nevoščljivostjo, skup teh slabih stvari, daj si roževec v žep ali daj si roževec kot za zaščito svojega energijskega polja. In roževec, vam povem, da to je res osnoven mineral ali kristal, ki bi ga bilo pametno uporabljati. Druga zadeva pa, če delate v službi, ki je okuženo, dajte si recimo vodo, date šungit, date noter recimo 3-4 kristale roževca in imate svojo vodo, ki ukrepi vas, ki vas zaščiti, ki vam dviga energijo in ne nazadnje, ker veča srčno energijo, tudi če mogoče kakšnemu ponudite to vodo, ki je tako, se mu bo zvišala srčna energija in stvari avtomatično gredo lažjo pot. No, to je zdaj prva zadeva. Zdaj pa kaj sem še pripravila,
Ker eno stvar, kar razmišljam, kako bi, ker mi nismo samo fizično, mi popijemo, pojemo, to je fizično, ampak z vsem skupaj vplivamo tudi na ta energijski del, na svetlobno telo, nas. In to svetlobno telo je ogromno, je veliko. In bolj kot smo svetli, večje je, bolj žarimo. In to se dejansko zazna, ko nekam pridemo, ker rečejo, kaj pa s tabo narobe, ti pa kar žariš. Nimaš, neonsko lučko v sebi, ampak žariš, zato ker dejansko žariš, dejansko imaš to energijo v sebi. No, tako da gremo naprej. Glejte, pripravila sem komplet za čakre. In to je pa za uravnavanje čakr, za višanje energijo vaših čakr in sicer 7 različnih kamnov, ki so v kompletu. Lahko naročite komplet spodaj, vam bom dala povezavo in vam bom zdaj na hitro povedala, zakaj so tele kamenčki, ki so notri. Tale je ta prvi, ta je ametist. Mečkan si pomagam, zato da ne bom na skrižne informacije dajala. Ametist, jaz sem za rojstni dan dobila od hčerke, gledajte, tam na drevo iz ametista. Ametist ščiti, energizira. Ampak še prej, preden vam povem to, imam eno tako informacijo za vas. Gledajte, če vas pokliče, določene kristale sem jaz naročila v centru Astera in sicer Gorazd in Kim, šamanka Kim, pod imenom Spiritual se predstavlja in zdaj je izdala tudi karte o kristalih. O tem vam bom več povedala, ampak informacija, ki je ta trenutek pomembna, je ta. One dva zdajle pripravljata 3.9. in 4.9. dan odprtih vrat v Horjulu. Vam bom dala povezavo od spodaj, da lahko sledite temu, v glavnem od 16. do 19. ure v centru Astera. In v soboto 5.9. od 12. do 19. ure. Tako da dajte od spodaj pogledati, to je leto 2020, če boste gledali kasneje te posnetke. V glavnem, dejstvo je, da boste imeli od spodaj povezave in lahko pogledate, tam boste zvedeli več o tem. Ampak, zdaj pa se vrnemo nazaj na tale komplet za čakre. Tale komplet za čakre, se pravi, ametist je za kronsko čakro, ščiti in dodaja energijo. Potem naslednji je roževec, ki je povezan z čakro 3. očesa, stabilizira, čisti in ščiti auro. Potem naslednji je tukaj, je suldait, da ne bom narobe, in ta vpliva na grleno čakro in je povezan z čistimi mislimi in z izražanjem. Potem imamo naprej za srčno čakro, je avanturin. Avanturin je povezan tukaj, avantura, čista, tudi veča pogum, veča sposobnost izražanja, da si bolj v srcu svojo srčno energijo. Potem je naprej tigrovo oko, spolna moč, čisti orgazem. No in jaz sem pa te kamne, kdo mi je pa to, kje sem jih dobila? Dobila sem jih pri Miro Tunkli. V glavnem, če boste v Ljubljani, ima trgovinco in mi toliko všeč, toliko sem zvedela v kristalih in je res, v Ljubljani je odprl zdaj trgovinco in je tako luštkana v starem delu Ljubljane. In potem imamo tukaj še karneol, tale je karneol, tigrovo oko je tale, ta je spolna moč, zavedanje sebe, povezano s tem, kako doživljamo sebe, in jaspis. Jaspis pri zemlji, za vse tiste, ki nekje plavate, pa nič fizično ne naredite v življenju. Ker ne v življenju, eno je, da razmišljaš, kaj si želiš, eno je, da imaš želje, ampak na koncu, če želiš nekaj predelati, je treba tudi kaj prekopati, kaj posejati, kaj pobrati, kaj vložiti, kaj spraviti v to skrinjo. In dejstvo je, da te kamni so pa namenjeni za to, da spravijo v ravnovesje vaše čakre. Ravno tako jih lahko date vodo in s tem polnite vaše čakre z novo energijo. No, zdaj pa naprej. Ko kupite kamne, je pomembno, da jih najprej očistite.
kako se kamni čistijo. Zato, ker zdaj te, ki valam jaz po svojih rokah, jih jaz prežemam svojo energijo, ampak dejstvo je, da jih je nekdo že prej imel v svojih rokah. Lahko jih date pod tekočo vodo in date informacijo, date namero. Vse energije ljudi, ki so se jih dotikali, naj se sčistijo z močjo vode. To je prvi način. Drugi način je, lahko jih namočite v slano vodo, ampak ne pretiravati, tako da samo par minut in jih splaknite. Lahko jih pa prečistite tudi z energijo ognja, imam tukaj jaz pripravljen, ampak ne vržete jih v ogenj, ampak, glejte, tukaj je Palo Santo, se pravi sveti les, ga zakurte, da se začne kaditi. To lahko dobite zdaj na moji spletni strani in potem date kristale, takole vam bom pokazala, kako naredite. Primete kristale svoje v roke, imate tukaj dim in jih prekadite in date informacijo, namero, vse energije ljudi, ki so se teh kristalov dotikali pred mano, naj se sčistijo. Vse predhodno informiranje teh kamnov naj se sčisti. Tako da v glavnem dejte informacijo in zdaj še ena stvar, ker kristali nosijo informacije, jih tudi vi lahko informirate. Zdaj pa kako jih vi informirate? Enostavno jih primete v roko, najprej jih sčiste in potem jih lahko informirate na tisto, kar vi želite. In sicer kako to naredite. Lejte, če jaz zdaj želim te kristale informirati, jih primem v roko in rečem: Stvarnik, moji vodniki angeli, prosim, informirajte z informacijo moči, jasnosti, zaščite te kamne, da bojo ščitili mene in vsi, ki bojo pili vodo iz teh kamnov. Dovolj, pač misel je pomembna. Te kamni so zdaj že sčiščeni in jaz jih bom vseeno še oprala, potem jih bom pa vrgla v svojo vodo, ker sem jih že informirala. Tako da te so moji. No, zdaj pa gremo naprej. Kaj vam želim še povedati? Današnji video, ta kristal je toliko, meni je toliko všeč. Na moji spletni strani boste lahko dobili tudi eno stvar, obeske. Obeske, recimo, tukaj je, bom napisala, zakaj je kakšen obesek. V glavnem, ta je za prizemljit, ta je za solarni pleksus, ta je za grleno čakro. In ga lahko kupite, ga date na vrvico in ga nosite. Na tistem področju pač take barve, kot so čakre, za večati moč, za zdravljenje, za dobesedno samo zdravljenje. Vsakič, kot greste pod tuš, recimo kot vidite, jaz imam svoje kristale, jaz se ravno tako sperem, jih imam kar na sebi, oziroma jih dam dol in jih dam pod tekočo vodo, da se sčistijo. Pač kristale je treba čistiti. No, zdaj pa še ena zadeva. Karte, nove karte, modrost zdravljena s kristali. Joj, to so pa tako lepe karte. Te karte sta napisala Gorazd in Kim, oziroma Kim in Gorazd. In vam povem, da jaz imam že svoje in toliko so krasne. Tako neverjetno vibracijo imajo in so opisani vsi kamni. In zdaj bom za vas, za nas, ki smo tukaj, prebrala nekaj sporočil. Tale karta je vam prišla, Fuksit. In da zdaj to ne najdemo. Fuksit, vodnik angelskega duha in vile. Vaši duhovni vodniki so povsod okrog vas. Dajejo vam iskrice svetlobe. Spoštujte svoje lastne potrebe. Navdihujte, motivirajte, ustvarjajte. To je prvo sporočilo za nas. V glavnem in potem tukaj piše naprej. Trenutno ste obkroženi z vsemi duhovnimi vodniki, ki plešejo, se vrtijo in veselo pojejo od navdušenja nad neskončnimi možnostmi, ki vam jih lahko prinese vaše življenje. Vedo, da ste občutljiva duša.
vaši vodniki angelskega duha in vile so tukaj zato, da vam pričarajo iskrico svetlobe, ki bo pripomogla k vašemu udobnejšemu življenju. Da morate v tem obdobju poskrbeti zase. Pijte zadosti vode in jejte zdravo hrano. Sprehodite se po gozdu, dihajte svež zrak. Fuksit služi kot opomnik, ki vas opozarja, da ste tudi vi angelsko bitje. A ni krasno napisan? In potem naprej, precej je napisan, potem naprej pa, ne, to vam bom vse prebrala, je prav. Ste zemeljski angel, vzemite si čas zase in se nekoliko odpočijte od nenehne pomoči, ki jo nudite drugim ljudem. Fuksit zelo dobro ve, da cvetite in rastete ravno takrat, ko srečujete druge, vendar pa je v tem času zelo pomembno tudi to, da spoštujete svoje lastne želje in potrebe. Izkoristite to priložnost, da napolnite vašo lastno dušo. Tako tudi drugim nazorno pokažete, kako pomembno je skrbeti zase. Na ta način povežete vašo dušo z njenimi vibracijskimi ritmi, kar omogoča zdravo in plodno življenje. Vaša tiha in harmonična energija bo v vaše življenje vnesla čudeže. Ja, veliko je napisan in vam povem, toliko je neverjeten. Dajte, na hitro vam bom še tole povedala. Tibetanski kvarc. Pozitivna namera, modrost kristala, to je čas mojstrskih veščin. Tibetanski kvarc vstopi v vaše življenje, da bi se vam pomagal prizemljiti in da bi očistil vašo auro. To je tale. Glede na to, da tibetanski kvarc stopnjuje transformacijo, lahko pričakujete, da boste v naslednji fazi vašega osebnega razvoja občutili stvari na višjem nivoju. Meni so toliko všeč, toliko neverjetno so povezane te karte, tako da lejte, če vas pokličejo karte kristalov, če vas pokliče več znanja o kristalih, tudi to lahko naročite spodaj in boste videli, toliko neverjetne so te vibracije s kristali in dejansko kristali so tukaj zato, da nam dvignejo vibracijo. Zdaj smo vsi v čas sprememb, vsem se polno stvari dogaja in dejstvo je, če imate občutek, da vas življenje potiska dol, dajte vzeti kristal, ki vas pokliče, dajte ga informirati, zato da vam veča vašo energijo in potem pijte to vodo in delajte zgolj stvari, ki navdihujejo vašo dušo. Zgolj to in nič drugega. Ne to, da odnašate temu, pa temu, pa temu in na koncu vi padete dol. Tega obdobja služenja je konec. Se pravi, nekaj dam, nekaj dobim, nekaj dam, nekaj dobim in samo dam in nič ne dobim, odpade. Tako da v glavnem, ja, učimo se. To je nov čas, kjer mogoče nekomu ni všeč, kar včasih ani fino, da nekdo vse prinese, odnese, ampak tega je zdaj dovolj. Tako da poskrbite za sebe in imejte se radi in delajte vse tisto, kar veča vašo energijo, vašo radost, ker vse to spodbuja imunski sistem. O tem pa drug video. Lepo se imejte.